v glavnem razdeli na 3 tipe, bi rekel, na nek način osebnosti. In sicer na dajalce, na jemalce in pa na izenačevalce, da izenačijo. Ne? Dajalci, jemalci, izenačevalci. Okay. Jaz sem pa vmes rekel izničevalci. Ne, izničevalci. To je pa Lakenstein. Ja, pa naciji. Okay. Let it be. V glavnem. Oni tako pač vsakega posebej opredeli, največ govora je pa tako o dajalcih, ne, in pa govori tudi o tem, zakaj je to dobro, in pač on pol čez teh 9 poglavij razlaga, zakaj je dober, pa na kakšen način je dober, pa da primere, tudi Abraham Lincoln je bil dajalec. On je menda ful dolgo rabo, da je prišel do položaja, da je bil predsednik Združenih držav Amerike. Jaz sem gledal film, pa ga moram še enkrat gledati, nisem bil zadosti. A je njemu ful velikrat spodletel, za ameriške zgodovine jaz tudi ne poznam tako veliko. Ampak mislim, ne vem pa zelo, če se prav spomnim, se film osredotoča bolj samo na tisto obdobje, ko je uspelo mu doseči to, da se je suženjstvo ukinilo. Okay. Ne vem, tako da nisem prepričan. Se pravi, da je pač se mogel ful pomatrati, da do tega položaja predsednika. Mislim, zdaj, ko bomo šla čez to, boš po moje povedal. Okay. Ne vem, če ima smisel. Ne bom zdaj že vse. V glavnem pol razdeli vsega posebej in pač razloži vse te 3 tipe. Ne, za dajalci, kot lahko si misliš, pač, kako bi rekel, so najdlje stran od ljudi, ki skrbijo sam za svoj rit. Torej, ful prizadevajo, da je tistim, ki so z njimi dobri, pa da jim pomagajo, tako zelo nesebično. In pač primer tega je recimo, ne vem, ko nekdo rabi tvojo pomoč, ti brez tega, da hočeš nekaj v zameno, mu pač pomagaš z ničem. Karkoli že, ne? Altruizem je to, da nesebično pomagaš drugim. Ja. Mislim, on tudi pol omejitev, ampak do tega malo kasneje. V glavnem to, pa imaš jemalce, to so zdaj ti, ki lahko rečemo po naše, da skrbijo sam za svoj rit, ne? Čim več za mene, pa jaz dam čim manj, ne? Pa imaš pa izenačevalce, to so pa v bistvu ljudje, ki pa ki je pač njihova glavna skrb v tem aspektu je, da pač toliko, kar dajo, želijo pol dobiti nazaj in pač recimo njim se ful zdi hiter, kakva stvar pol sebična, pa zelo preračunavajo, ne? To lahko tudi, to bomo mogoče tudi doskrat še omenili, da pač recimo jemalci pač preračunavajo vse v to smer, da bojo oni dobili čim več, ne, se dajalci pa sploh ne, pač gledajo sam v dobrobit in se ne ukvarjajo s preračunavanjem. A si mislil nekaj vprašati, ne? Ne. Aha. Ok, to je precej jasno. Bolj me zanimajo izenačevalci. Izenačevalci. Jaz mislim, da je večina ljudi, ne bom rekel to. Mislim, da je še lažje za razumeti izenačevalce. Okay. Že recimo, če imaš izmenjavo nekih dobrin, ti daš meni, jaz bom zdaj poskrbel, da bom dal tebi isto nazaj in obratno. Okay, če priješ tih meni na obisk, pa jaz dam tebi, ne vem, ko ti naredim čaj ali kavo, bolj ko prijem bom pričakoval, da dobim najmanj to, ne najmanj to, isto to, da ima reči isto to. In če dobim bolj, bom si mislil, kaj je slabega od tebi, ne? Ja, pa na drugi strani je tudi ona oseba, ki si ti, če je izenačevalc, verjetno, ki si ti, ko je bila pri tebi na obisku postregel čaj, ko priješ tih njej, si reče, zdaj moram pa jaz njemu tudi dati, ker je on dal meni. Medtem ko zdaj dajalci pa tak, ne, ti priješ meni, jaz ti zdaj vse ti dam na razpolago in pol ko prijem recimo tebi ne pričakujem v zameno, če ima zdaj v ta, ne. To potem omeni, da pač že kar v prvem poglavju, da pa imaš, da ni pa nujno zdaj, da je to pogoj za uspeh, ne, da si ti dajalec in da imaš ti dajalce na dnu prehranjevalne verige in na vrh. In da imaš ti zdaj neke stvari, na katere moraš biti pozoren v bistvu, da je sploh to, ne bom rekel sam dobičkonosno, ampak da nisi pol ti sam izčrpan iz tega, pa da nisi zdaj predpražnik za recimo jemalce. Da nisi izkoriščen. Tako v bistvu na nek način. Recimo na primeru trgovca pol, ne, je tak, da lahko imaš zdaj v obeh smereh nekoga, ki je zelo poslovno uspešen. Imaš ti lahko dajalca, ki je zelo uspešen, zato ker bo širil neko svojo socialno mrežo, pa skrbi za kupca.
imaš pa ful to, da bo dal on pol do te mere, da dobi pa premalo nazaj. Ne sploh, če imaš pol na drugi strani pa ljudi, ki pol izkoriščajo to. Velik pomen dajalcev na splošno, oziroma kako pa oni pridejo do uspeha, pa da je mreže socialne gradijo. Okay. In pač največ, kar lahko ti kot najbolj smiselno, kar ti kot dajalec lahko daš, predvsem v poslovnem okolju, je to, da daš na svet oziroma narediš kot neko uslugo, da nekoga usmeriš do svojih drugih poznanstev. In obratno, in tako gradiš pač, veš. Da mu razširiš mrežo. Tako, v bistvu. Tako je. In v bistvu ti, mislim, skozi so te neke male uslugice, zaradi česar potem ti načeloma lahko ful veliko ljudi spoznaš, pa skozi širiš to neko dobro, ne bom rekel dobro dela, ampak niti problem recimo neko uslugo narediti in pol recimo, če ti to dosti časa delaš, ljudje tebe poznajo po neki, če hočeš, dobrosrčnosti, pa to, da ti ni zdaj karkoli problem narediti, ne, do neke mere itak. In je to pač potem tvoj ključ do uspeha, ne pa nujno to, da si ti zdaj sam po sebi, sam v poslu dober. Mislim, itak moraš biti, ampak to je pa še dodatno zdaj del tega, da ti zgradiš zdaj neko dobro socialno neko mrežo. Pa če je neka ekstra kompetenca, ki jo lahko posameznik ima, ki ni nujno povezana z njegovo sposobnostjo, kako dobro neko delo upravlja, ampak je nekaj, ko je komplementarno s tem. Tako definitivno. Pač to je zdaj, da ti še izboljšaš svoj položaj. Naprimer, zdaj ne vem, če bi bil ti na splošno sakal v nečem, pa da bi zdaj sam dajalec, ne vem, če to itak ni dovolj po mojem. Da ne bo zdaj kdo... Na splošno sakal. Na splošno sakal, ja. No recimo prejemalci, kar se teh socialnih mrež tiče, oni sam pač jemljajo neke veze in pač ne dajo nič nazaj, ne? Izenačevalci pa v obe smeri, ne? Zdaj, če ti si meni z neko vezo pomagal, zdaj moram tebi z neko vezo isto nazaj pomagati, naprimer, ampak pa je to to, ne? Pa se me pač več ne tiče, kaj boš ti delal. Ful bilo to skrbno zbranje, pa da ne boš zdaj nekomu dal neke veze preveč, ne? Veze, naprimer, ne? Da se ne boš počutil izkoriščen, to je pa pol recimo to, da si ti izenačevalc. Je pol to. Okay. Se pravi, jemalci so v bistvu kot neke pijavke. Ja, čist pijavke. Ja. Okay. Mislim, delajo sam za svojo, pač bi rekel, dobrobit in nič drugih ne zanima. Okay. Potem ena še ful tako značilnost dajalca je pa to, da ti tudi priznaš zasluge drugih, pa da si ful dobro pripravljen sodelovati. Ponavadi so dajalci zelo dobri timski igralci, ker ful skrbijo za to, da so vsi v timu slišani, da dobijo zasluge za to, kar so naredili, da sploh dobijo priložnost, da je ful bolj tako solidarnostno vse naravnan. Ne zdaj nujno, ne bi zdaj mogoče demokracije tle mešal, ampak tako, no, da ti res daš čim več možnosti, pa to tudi priznaš pa. Medtem ko recimo nekdo, ki je recimo pa jemalec, ne, bo v tem primeru sam to vse pobrno recimo dobil neko idejo o tebi, ali pa delam recimo s tabo v neki ekipi ali pa neko seminarsko pišemo, pa ti recimo neko stvar dobro narediš, pa tudi če sem jaz recimo zdaj vodja skupine kvazi, pa jaz pa bral vse te zasluge, pa ne bom rekel, ti si tudi zdaj nekaj dobro naredil, ne, ali pa to, da si ti kot dajalec pa pripravljen izpostaviti, ne. Pol je verjetno tudi dajalec, glede na to, kar si rekel, sklepam, bolj pripravljen prevzemati odgovornost za ali svoje napake, ali pa to, kar naredi dobro. Ja, definitivno. Jaz mislim, da to pol tudi en tak, da bi rekel, pač ti lahko iz tega pol hiter neko dobro vodjo narediš, ne? Da je pač to nekdo, ki pač je pripravljen poslušati, pa da pol tudi prizna in prevzame odgovornost tudi, ja. Prizna pa tudi to, da je nekdo drug dober, zdaj pravim, tako sem rekel prej. Ja. Zdaj ne vem, če je to notor opisano, ampak zanima me, če kje govori o tem, a ljudje tekom življenja kaj spreminjamo te vloge, ali so zelo fiksne. Se pravi, ne vem, a misliš, da se dogaja, da nekdo prije do nekega vodstvenega položaja v podjetju, zato ker je bil dajalec in potem
zaradi svoje pozicije postane jemalec. Ja. Ker pač začne izkoriščati položaj, ali je verjetno, da pač je njegov tip posebnosti, da je dajalec in bo tako ostal? Ne bom zdaj trdil 100%, ampak ker je v knjigi, jaz mislim, da imaš ti načeloma si to, kar si, ne boš zdaj razvil, lahko pa zelo dobro to vpliva. Recimo, če imaš ti ekipo samih dajalcev, pa dobiš pa noter enega, ki je malci, bo tudi on mogoče pa prizadeval, ker vidi, da to je ekipni duh. Ne? To je to, ko sem rekel, da je zelo dober tudi za družbo. Ja. Pol, če bi to vsi ozavestili, bi se pa mogoče več ljudi začeli to ravnati. Ne? A to je grant, kakšne raziskave izvajo tudi? Ja, tudi ja. Ker sklepam, da je pač raziskave verjetno izvajo z pač ljudmi, ki so, ne vem, 25+. Zato, ko načeloma od takrat naprej se zelo malo spreminjamo, imamo že zelo zakorenjene vrednote, pa ta tip posebnosti. Ja. In pol bi pač verjetno držal, da se ti ne spreminja za iglih, kdo si. Ne. Tako. Je pa to zagrajanje kulture, no, zelo dobro. Mislim, predvsem zagrajanje kulture, naprimer v podjetju, ne, da ti kot, recimo ti, že če začneš delati sam, pa imaš manjše podjetje kot šef, se začneš ful s tem ukvarjati. Pač si prizadevaš, da si dajalec, pa da imaš te vrline dajalca, ne? Pa pol, če dalje več zaposlenih, ko imaš zraven, da si pač do vseh tak in pol, če zgradiš neko to kulturo, mi smo pa dajalci, ampak v tej smeri to pač ti veš, ne? Gradiš pa sam. Se pol vsi tako ravnajo, noben pol načeloma ne bo sam, tako sem prej že rekel, sam na stvari gledal, ne? Je pa za vse skupaj veliko bolj dober, pa veliko boljša uspešnost je lahko pol podjetja. Pa bi lahko mogoče rekel, da so najboljše vodje ne tisti, ki so zdaj v bistvu v prvi roki sami dajalci, ampak tudi tisti, ki znajo dobro kulturo dajalstva ustvariti. Tako, da so ljudje okoli njih tudi njim podobni. Ja, tako je. Okay. Mislim, se to je, ne vem, ni to ful, znano. Mislim, da je ful pomemben, kako imaš ti kulturo ravnanja v firmi. Ne? Ja, ne vem, kaj je bil Horowitz, ne vem, kjer že. Ja. Ena knjiga je, ki je napisal nekdo o svoji izkušnji, kako roller coaster so imeli v podjetju in je naslovil The Hard Thing About Hard Things. Okay. In se osredotoča na veliko nekih stvari, s katerimi se je mogel soočati v podjetju, kakšni so bili psihološki pritiski pa tak naprej. Ampak on je recimo definiral, da dobrega vodjo definira raznolikost ljudi, ki mu sledijo. Se pravi, če si ti sposoben različne tipe ljudi spraviti do tega, da bojo podobnega mišljenja pa podobno kulturo sprejeli, si pač ful dober vodja. Ful dober lider, ja. Oziroma, da ga definirajo, kak je že bilo, ne samo raznolikost, ampak tudi, ne vem, bom pogledal, se ne spomnim zelo. Zdaj, ko si to omenil, on tudi pol veliko govori o tem, da so dajalci lahko zelo dobri mentori, pa da je veliko delo na tem, da prepoznavajo, pa nekako razvijajo neke te dobre lastnosti, pa potencial v drugih. Zdaj, ali je to v, ne vem, kolegih, ali so to njihovi, kako se to reče, praktikanti, no, ne vem, na ta način, ali nekdo, ki se pač uči v tebi, ali pač nasplošno tudi v osebnem življenju. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.